Živijo, tukaj Valentin. Sedaj vam bom skušal ponazoriti, kako si ustvarjamo zamere in energijske vezi z dogodki iz preteklosti. Osnova za vsako ustvarjanje vezi je najprej neka definicija, ki smo jo sprejeli od zunaj. To je neka informacija. Ljudje komuniciramo preko besed, ki nosijo informacije, za razliko od drugih živih bitij, recimo živali, ki ne govorijo. Živali ne uporabljajo informacij, torej znanja, ampak živijo v tem trenutku spontano, iz sebe, po lastni intuiciji, če lahko temu rečem. Ljudje pa smo začeli svet presojati, ga definirati, predalčkati in na osnovi tega je nastal biblijski pregovor oziroma zgodbica, da je zelo nastala takrat, ko sta Adam in Eva jedla iz drevesa spoznanja. Drevo spoznanja predstavljajo vse naše informacije, torej prepričanja, definicije, verovanja, na osnovi katerih mi delimo ta svet na polarne definicije dobro, slabo, lepo, grdo in podobno. Torej, ne sprejemamo vseh stvari na tem svetu take, kot so, dejansko v resnici, ampak uporabljamo naš ter informacije v našem spominu, da preko presojamo stvari in jih delimo na te dva pola. In potem, ko smo v vlogi razsodnika in ko našo sodbo ustvarimo v sebi, potem nismo več zmožni sprejeti realnosti take, kot je, brezpogojno. In v nas nastane trenje med realnostjo in med našo definicijo, ki povzroči čustvene občutke, energetske občutke, ki jim mi pravimo čustva in občutki. In občutki so praktično samoprevara, laganje samemu sebi, ker pričnemo kriviti odgovornost za naše nestrinjanje, nesprejemanje realnosti na nekaj, kar je izven nas. Torej, ne zavedamo se, da smo mi tisti, ki smo si ustvarili čustva in občutke na osnovi definicij, ki smo jih mi sami sprejeli. In potem, ko tako reagiramo, ustvarimo energetsko vez za tem dogodkom v preteklosti. In ta dogodek nas potem lovi celo življenje, stalno je v našem spominu, stalno mislimo na ta dogodek in nas ne pusti v miru, v sedanjosti tega trenutka. Torej, če želimo mi ta dogodek odstraniti, se ga osvoboditi in pričeti živeti osvobojen, lahek v tem trenutku, potem moramo v spominu obiskati ta dogodek in prevzeti odgovornost za našo čustveno reakcijo nazaj. Ker dokler mi krivimo za naše čustvene reakcije, dogodke in osebe izven nas, potem živimo v stanju samoprevare oziroma laganja samemu sebi. Torej, osvobodi nas lahko samo iskrenost in odpuščanje samemu sebi.
Sedaj bom to ponazoril še z nekim konkretnim primerom. Torej, recimo, da sem prebral v reviji, da so rumene pisane blazine grde. In potem enostavno verjamem tej reviji, ker je to recimo revija, ki sem jo definiral kot nekaj, kot neka revija, ki ima neko besedo, neko veljavo v mojem življenju. Zato verjamem tej reviji slepo in ne dvomim o tistemu, kar mi ta revija predstavlja v svojih besedilih in slikah. In sedaj, ko sem sprejel to definicijo, da pisane rumene blazine, da so grde, potem recimo pride dogodek, ko se srečam v praktičnem realnem svetu z neko blazino, ki ustreza tej definiciji v reviji. Recimo takole, pridem na obisk k nekemu prijatelju in vidim, da ima pisano rumeno blazino v svojem stanovanju. In pričnem se jeziti. Joj, zakaj imaš ti tako blazino? To je grda blazina. Ti si nor, ti si nesposoben. Takoj odstranijo, zamenjajo, prodajo. In s tem, ko sem se razburil, ker nisem sprejel prijateljeve rumene pisane blazine, sem ustvaril nesprejemanje, zavračanje tega dogodka, tega dejstva. In reagiral sem popolnoma čustveno, podzavestno, zaradi nezavedanja, da sem reagiral na osnovi definicije, ki sem jo sprejel v preteklosti, brez da bi se jo dodobra zavedal. In sedaj imam ta dogodek držim v sebi, to zamero. Zameril sem temu prijatelju, ker ima to blazino, in mu ne odpustim. In se sprem z njim in ni več moj prijatelj, enostavno zaradi tega, ker ne prenesem, da ima moj prijatelj v svojem stanovanju rumeno pisano blazino, ker sem sprejel in pričel živeti to definicijo, da je ta blazina grda. In jo zaradi tega ne sprejmem. In sedaj sem prijatelju zameril in mu ne odpustim te zamere, zato ker sem definiral, da je on odgovoren za to, da me je razburil. On je povzročil moje razburjanje, on je odgovoren za mojo jezo. In mu zamerim in zahtevam, da se mi opraviči, da takoj odstrani to blazino, jo zamenja, proda, kupi novo in se mi opraviči zato, ker je bil tak bedak, taka budala, da si je dovolil v stanovanju to pisano rumeno blazino, ki sem jo jaz definiral kot grdo. In sedaj živim naprej svoje življenje z to zamero v sebi in se praktično ne zavedam, kaj sem takrat storil, zakaj sem tako reagiral. Enostavno mislim, da je dovolj, če na ta dogodek pozabim in živim naprej svoje življenje. Vendar me ta dogodek kar naprej spremlja, me lovi in stalno se mi pojavljajo misli krivde, slabega občutka, ker sem tako reagiral pri svojem prijatelju. In kaj mi sedaj preostane? Te misli me bodo lovile toliko časa in mi jemale pozornost in življenjsko energijo, dokler se ne bom ustavil in ta dogodek pogledal v vsej iskrenosti do samega sebe. Pričel bom pisati blog
in opisal bom celoten svoj dogodek. In v tem svojem blogu bom napisal potek vseh dogodkov, vsak korak posebej, kaj sem jaz rekel, kaj je prijatelj rekel, in da bom poskušal ozavestiti, kaj se je zgodilo. In ko bom na ta način dogodek zavrtel praktično film nazaj in dogodek si predvajal sličico po sličico, bom videl, da sem čustveno reagiral. In ko sem vprašal, zakaj sem tako čustveno reagiral, bom lahko ugotovil, da sem reagiral na osnovi definicije, ki sem jo sprejel. In ta definicija se je glasila, da je pisana rumena blazina grda. In ko sem vprašal, kdaj in od kod sem sprejel to definicijo v sebe, bom lahko ugotovil, da sem to prebral v neki reviji. In če hočem zdaj sedaj ta vzrok, ta dogodek odstraniti, si moram vzeti nazaj odgovornost za mojo čustveno reakcijo, ker sem tako reagiral v svoji preteklosti in valil krivdo za mojo čustveno reakcijo na predmete in ljudi izven mene, namesto da bi se zavedal, da sem jaz odgovoren za mojo čustveno reakcijo. In to se naredi z postopkom odpuščanja samemu sebi oziroma postopkom samoodpuščanja. Ker praktično nikomur ničesar ne moremo odpustiti, nobenih zamer, ker vse zamere so naša lastna odgovornost. Torej, in konkretno ta primer naredim tako, da najprej skozi ozaveščanje se zavem, jaz sem tisti, ki je odgovoren za to čustveno reakcijo, in jaz sem tisti, ki sedaj to drži, to vez za to preteklostjo. In sedaj sem ozavestil, sem se zavedal, da sem jaz tisti, ki držim ta dogodek v spominu in da je moja odgovornost, da ga odpustim. In si rečem, odpuščam si, da sem čustveno reagiral, zato ker sem si dovolil sprejeti definicijo, da je pisana rumena blazina grda. Ker vsaka definicija, ki deli realnost na polarnost, kot je na primer grdo in slaba, mi onemogoča sprejemanje realnosti take, kot je. Realnost ne more biti ne slaba, ne grda, ne lepa. Nobena od teh polarnih definicij ni resnična. To je plod mojega uma, to je moja lastna stvaritev. In s tem, ko si napišem to odpuščanje samemu sebi, takrat se v sebi pokesam, sprejmem nazaj polno odgovornost za svoje čustvene reakcije in ta dogodek lahko spustim. In ta dogodek me nič več ne sprejema, ne nadleguje, ne lovi, ampak sem ga odpustil in sem si sprejel nazaj, vrnil sem si nazaj energijo, svojo življenjsko energijo, ki sem jo pustil v tistem trenutku v svojem življenju. Torej, to je mehanizem delovanja, ustvarjanja in odpuščanja zamer. Hvala.